Stela, kako je premagati Janjo Garnbret, pa čeprav nadaljavo? Pač občutek je, ne moreš ga sploh opisati. Najprej se sploh nisem zavedala, pol je pač prišlo za mano res neopisljiv občutek, da lahko rečeš, da sem hitrejša od ene in edine Janje Garnbret. Na državnem prvenstvu ste dosegli kakšen čas in kaj to pomeni? Dosegla sem 7,80 sekunde. To izboljša zdaj državni slovenski rekord, ki ga je prej imela Janja Garnbret. To tudi na mednarodnih tekmovanjih lahko ogrozi čase drugih, tako da kar napredek. Stela, ukvarjate se z hitrostnim plezanjem, samo s tem ali plezate tudi balvane in tehnično plezanje? Treniram samo hitrostno plezanje, v to sem se bolj usmerila oziroma specializirala pred približno enim letom. Drugače pa tudi za zabavo še plezam balvane. Kako to, da ste se odločili za plezanje? Že od malih nog mi je bil zanimiv šport, ko so nam ga predstavili v vrtcu, sem probala in od takrat naprej treniram plezanje. Kako to, da ste se odločili za Celje? Zato, ker smo sprva šli tja, ker so malo boljši pogoji, nato se je tam začelo razvijati tudi ta hitrostno plezanje, je zdaj tudi center hitrostnega plezanja, in sam nadaljujem svojo pot tam, ker je tam hitrostno plezanje. Kakšna tekma je to? Kaj sploh je hitrostno plezanje? To je v bistvu zelo hitra disciplina, poteka v večih krogih. Najprej so kvalifikacije, kjer je pomemben čas, ni važno, s kom tekmuješ, nadaljuje pa se v izločilne boje, kjer pa je pomembno samo, da premagaš nasprotnika. Se pravi, potem gre na izločanje? Ja. Do finala? Do finala. Stela, kako pa usklajujete šport in šolo in drugo življenje? Je potrebno zelo veliko organizacije, imam pa tudi srečo, mi pri tem zelo pomagajo starši, pa tudi stari starši, ki mi omogočajo prevoz na treninge, pa tudi pomoč šolo, kadarkoli jo rabim. Kam hodite v šolo? V gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo Trbovlje, na gimnazijo športni oddelek. Imate verjetno status športnika, kaj to pomaga, kako to pomaga pri šolanju? V bistvu imamo poleg razredničarja tudi sorazredničarko oziroma športno koordinatorko, ki pomaga, če smo dosti odsotni zaradi treningov ali tekmovanj pri pouku, nam pomaga uskladiti ocenjevanje oziroma prestaviti datume. Prednosti so tudi recimo, da ob ponedeljkih nimamo ocenjevanj, če pač imamo čez vikende tekme, pa tudi profesorji so dosti prilagodljivi glede ustnih ocen pa drugih ocenjevanj. Še to, čez 3 leta so olimpijske igre v Los Angelesu, je kaj možnosti, da se tja uvrstite? Možnosti vedno so, pa želja tudi zelo velika potem, bo treba še zelo delati, pa pokazati veliko napredka, ampak mislim, da se da, mislim, da so možnosti in dokler imamo dosti veliko željo, zato bi se lahko uresničilo. Najlepša hvala in veliko uspeha še v nadaljnji karieri. Hvala vam.